takole, družba moja draga, zdaj pa moram reči, da mi je v izjemno čast, da bom zdaj na Skypeu pozdravil enega mladeniča, ki ga res izjemno cenim, kajti spomnim se mnogo let nazaj, ko sem ga v eni drugi vdaji gostil, ko je bil še zelenc, ne, ko ni znal začarati niti kak karta zgine, pazi, ne, zdaj se pa odloča, bo s tebe kaj ali ne boš nič, razumeš, je rekel, počakaj ti mal, ne, in ne samo to, da on zdaj to zna začarati, on je postal eden najbolj prepoznavnih in najboljših slovenskih čarodejev, ki je začel osvajati tudi evropske in celo svetovne odre. Dame in gospodje, z nami je Magic Aleksander ali Aleksander Magic, karkoli želite. Aleks moj, lep pozdrav. Lep pozdrav. Živijo. Kako si? Odlično. Čuj, kaj ti ne rečem, vsak dan v živo z oddajo, odkar sem v karanteni, delam več kot kadarkoli v lifeu, ne. To je fajn, to je dobro pa. Si zaposlen. Aleks, predno boš šel čarat, ne, mi povej, kaj se je s tabo zdaj od takrat, ko smo se midva srečala na tisti vdaji, ko si bil star, koliko 2 leti si bil star, ne? Niti nisi znal mama še reči, ne? A veš, ne? Kaj se je od takrat s tabo zgodilo? Namreč gledam na Facebooku, da si spoznal celo največja imena čarovništva, sodeloval na največjih teh eventih čarovniških. Malo na hitro povej to, te svoje dosežke, ker so res fenomenalni, no? Ja, veš kaj, ostal sem, oziroma ustrajal sem še naprej, vadil sem ogromno ur in dnevov in noči in ja, pa sem se nekako želel še nekako pribiti na tuji trg, šel sem obiskat različne talent šove in se potem preko tega pol nekako prebil na različne te TV šove, pa spoznal ogromno ljudi, no. Plus zraven sem pa tudi šel na različne tekmovanja, skoraj že po celem svetu, no. In se je v bistvu udeležil, tekmoval, spoznal tudi tam ogromno znanih čarovnikov, kot je Copperfield, Criss Angel, Dynamo in tako naprej. In ja, lej, zdaj smo pa spet tu, lej. Ti, tegale si spoznal Davida Blaina, tega si uspel spoznati? Ne, Blaina nisem uspel spoznati. To je ta nori britanski čarodej, to, ne? On je ameriški. Aha. Če misliš Dynama, njega sem. Dynama si, ne, tega, Blaina, ko si igle, no deva, pa te fore, ta norc, ko je, no? Tega nisi. Ti, kak je pa Copperfield, ko ga, on je zdaj že star sicer, ampak on je največja legenda teh čarodejev, ne? Kak je njega bilo spoznati? Nepozabno. A veš, David je res legenda, ne, to je tako, veš, sam Michael Jackson, Elvis Presley, to so imena, ko... To je ta rang, ne? Točno to je, to so imena, ko nikoli ne bodo, tudi ko ga ne bo več, ne, upam, da ne, že hiter, ampak ko ga ne bo več, vedno se bo o njemu govoril, ne. Ampak spoznati je bilo ful zanimivo, no, v bistvu sem šel gledati njegov šov v Las Vegasu, potem sem pa čisto bil frapiran na njegovem šovu, no je bilo res nekaj neverjetnega. In potem sem šel v backstage, kjer sem ga spoznal osebno, malo smo se pogovarjala, vprašal me je, skod sem. Tak zanimiva izkušnja, veš, ko skozi gledaš enega svojega idola na televiziji, čist drugače. Pa ga potem vidiš, ne? Aleks, da ne bova samo govorila, daj mi pokaži, ampak jaz sem dal gor očala, ti mene ne boš nasral, ne? Ti naserješ te znane Pahorja, ti si Pahorja nasral, Audiča si nasral, na vse zadnje, to so ljudje, ko se jih da nasrat, no, veš, mene pa ne boš nasral, ti Alex Magic, ne? Jaz te bom natančno gledal in ti prosim izvedi svoj prvi trik, zdaj malo govori, delaj, kar najbolje znaš. Evo, jaz sem pa natančno opazoval. Evo, odlično. Isto, veš kaj, rad bi ti pokazal eno klasiko. Upam, da lahko vidiš, jaz sicer imam tukaj ekran, dobro je. Mogoče si že videl, da je ti strik, veš, ko vzame eni čarovniki robček, pa naredijo, da izgine, ne? Si že da videl ta trik, ne? Jaz te gledam, lej. Ja, se prav. No, jaz sem naredil zdaj ta trik, ampak na mal drugačen način, lej. Če vzamem ta robček, pa ga bom sedaj strgal na 1000 koščkov. 1000 koščkov. Takole. In zdaj imam pa eno vprašanje za tebe, Istok. Če bi zdaj naredil... Kaj imaš v žepu? Ok. Istok, imamo vprašanje zdaj za tebe. Če bi zdaj naredil, da bi ta košček, oziroma ta robček izginil, bi bil to dober trik? Veš, da bi bil, ne? Sam da čist izgine, da ga pač ni, ja. Ja, kaj pa če zdaj naredim, da se ta robček spremeni? V kaj? V recimo 100 evrov.
Lej, Aleks, ti bi se lahko zaposlil na gospodarskem ministrstvu in bi dejansko iz papirja delo denar, ne? Lej, ne bom te niti vprašal. Razumem, da nekaj, vem, da še imaš neko foro naprej, ne? Ti pizdun mali, ne? Dej. Lej, ni še, veš, teh 100 evrov je zelo posebni. Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker mislim, to lahko tudi doma sam probaš. V bistvu, če vzameš teh 100 evrov, pa če si če si malo podrgneš po svoji roki, lahko dobiš statično elektriko. In ko si dobil statično elektriko, ga lahko položiš gor na svoj prst in zdaj ga lahko spustiš. Drži, ja, razumem, ja. Pa ga lahko spustiš. Čak, zdaj ti lebdi, denar ti lebdi zdaj. Čakaj, se pa to lahko tudi probam. No, daj probi isto. Čakaj, se jaz nimam 100 evrov, jaz imam 20 evrov sam, ne, tebi gre dobro, ne, jaz 10 evrov imam, lej, pazi, ne. Se pravi, takle si rekel, da podrgnem. Podrgneš, ja. Zdaj pa bankovec probi balansirati gor na svojem prstu najprej. Ja. Ja, zdaj ga pa spust. Ja, čakaj, meni dol odleti, ne? Zakaj pa tebi odleti dol? Bum, točno takole. Poglej ti. Zakaj? Ja, lej, mislim, nekaj ne rečem, zato si ti čarovnik, jaz pa ne, a veš, ne. Ti, a kdaj izdaš svoje čarovniške trike, Folko, ali to gre s tabo v grob? Ja, v bistvu zdaj, med tem časom, ker smo v tej situaciji, ker smo v karanteni, sem se v bistvu odločil, da bom mal naše Slovence mal navdušil s tem, zato sem v bistvu začel objavljati na svojem TikTok profilu, no, tudi tako eno zelo novo socialno omrežje. Gor sem začel objavljati te posnetke, v katerih malo učim trike, se pravi, kak trik s kartam ali pa z žogicama v skovanci, kaj tazga, no, tako da ja, tudi no. Mal izdaš. Ti, mama časa še 2 minuti pa pol, dej še en trik pokaž, ampak zdaj te bom pa res... Mame je najboljši trik. Ne, jaz te bom res, zdaj te bom pazil, zdaj te bom prav probal. Gledam sicer v to stran, pa zgleda, kot da gledam stran, ampak televizijo imam na tej strani, da gledalci ne biti zmedeni, jaz ga dejansko natančno gledam, ne, tega vraga. Jezus Marija, pridi sem, hitro pogledat, pridi sem, poglej, kam ima Aleks, ja, poglej, kam ima Aleks, ja, poglej. Čekaj, evo ga. Ja, poglej, kam ima Aleks, mopsika. Čakaj, zdaj boš zamenjal, zdaj nama boš pse zamenjal, kaj? Ja, to bi bil trik, lej, to pa bi bil trik. Ja. Ok, čak, gremo na trik. No, daj. Ajde, na hiter. Se pravi, karte imam tu. Ja. Ja. Karte, vse so različne. Upam, da boš lahko jih videl, malo bom šel bliže. Vujko, tiho. Ok, cool. Tiho. Bo malo zmešal karte, nekako tako. Ok. Zdaj pa, ker nisi tukaj zraven, boš pač mogel reči kjerkoli stop, ok? Reči kjerkoli stop. Pazi. Stop. Stop tukaj, zapolni si to karto. Jo vidiš? Čakaj, veš kako mi zamuja mi slika. Aha, evo, imam. Imaš? Ok. Misli na njo? Imaš? Ja. Ok. Boma to karto vzela, pa bo nekje notri izgubila, prav? Bom malo zmešal še karte, nekako tako. Ok. Zdaj ti bom probal pa poiskati karto. Pazi zdaj to. Jaz mislim, da je bila tvoja karta, mislim, da je bila ta. Čakaj, da vidim, ko zamuja. Ne. Ni bila ta? Okay. Ne. Ok, pazi zdaj to. Če vzamem to... Čakaj. Ja. Kaj pa, če vzamem to karto, pa če tlesnem s prsti... No, reš se zdaj ven z tega. Z te zagate se Ta pa je bila, ja. Ta pa je bila, ne. Ta pa je bila, ne? Ja, ta pa je bila, ne. Aleks, ob koncu, vem, da si dober, ne? Znaš mene začarati v žabo, To sem obljubil danes na Instagramu svojem, da boš mene v žabo začaral, ne? Isto, ti si se sam začaral taka velikega kralja in ko imam res respekt do tebe, tako da ne
bil tak, da bi ti začaral žabo, tako da ostan princ. To je to. Aleks, hvala ti lepa, prišla smo na konc naše vdaje, bil si fenomenalen, se še čujemo ob kaki priliki, zagotovo boš v moji vdaji še čaral, ostani takšen car še naprej, veš, da te imam rad in da te podpiram še naprej, tako da hvala ti lepa, da si bil moj gost. Enako, drži se Čau. isto. Čau. Čau. Torej...